Komentar dneva, o čem že? O proračunskem primanjkljaju. Rado Pezdir. Ne preveč presenetljivo je vlada odkrila, da zmanjkuje prihodkov in bo kot posledica tega pričakovan proračunski primanjkljaj večji od načrtovanega. Izredni ukrepi za polnitev proračunske luknje naj bi zadevali predvsem povečanje trošarin na alkohol, tobak in bencin. Dobro, ustavimo se pri tem ukrepu in se vprašajmo, kdo je tu nor. Zgodba gre namreč takole. Zaradi umirjanja gospodarske rasti se bo v državni proračun nabralo manj denarja. Ker pa država porabi enako kot pred umirjanjem rasti, bomo sredstva, ki jih potrebujemo, pridobili z novimi davčnimi obremenitvami. Zakaj se mi dozdeva, da bi v polju politične demagogije najprej aktualna vlada, če bi bila še vedno v vrstah opozicije, krulila, da tak ukrep pomeni denimo dražji bencin za revnejše sloje? In drugič, nekako ne razumem, zakaj se apetiti države vendarle ne znižajo in se končno začne ta racionalizacija stroškov in varčevanje. Mislim, da je do danes tudi kakemu novemu socialistu, ki se noče zavedati, da denarja ni neomejeno, jasno, da bi vlada morala začeti uresničevati zmanjševanje javne porabe. Pa pri tem sploh ne mislim zgolj na eskalacijo plačnih zahtevkov v javnem sektorju, temveč tudi prevetritev porabe posameznih ministrstev, racionalizacijo stroškov v zdravstvu, javnih naročilih in investicijah, ter predvsem pri povezavi javnih registrov, od koder prihajajo neupravičeno izplačani ali pa multipli socialni transferi. Zaenkrat v tej državi varčujemo državljani. Država troši ali pa se z varčevalskim denarjem preko državnih bank igra in tajkunizira to, kar nategnjeni Slovenci mislijo, da je nacionalni interes. Nacionalni interes, ki vas bo na koncu poslal na cesto.